Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so Vesti na vesti. Predsednik vlade Borut Pahor je po sestanku s predsedniki parlamentarnih strank napovedal rdečo luč Slovenije za nadaljevanje hrvaških pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Po mnenju slovenskih parlamentarnih strank je Hrvaška za 7 pristopnih poglavij predložila dokumente, ki prejudicirajo mejo. V Sloveniji se vse stranke strinjajo, da Pahorjeva vlada do Hrvaške zahteva umik teh dokumentov iz nadaljnjih pogajanj o meji. Tudi na Hrvaškem je novica doživela enoten sprejem. Sanader je dejal, da Hrvaška članstva v Evropski uniji ne bo kupovala svojim ozemljem. Navdušenje nad ostro potezo slovenske vlade pa je izrazil direktor zavoda 25. julij Marjan Podobnik, ki je prepričan, da Slovenija in Hrvaška še naprej ostajata prijateljski državi. To prijateljstvo je bilo postavljeno pod vprašaj zaradi podmiznega mešetarjenja. To sesuje prijateljstvo. Če ti poveš, to je moje, to je tvoje, povej, daj argumente, če kaj nimaš, jaz bom svoje branil, ti bom svoje branil, to je prijateljska in jasna beseda. Tega ni bilo v preteklih letih. Pahorju se je pridružil Podobnik. Krasno. Čakamo še na Alena Kobilico in v prizadevanjih za lepši jutri bo projekt Lepota z namenom dosegla svoj cilj – pogubiti hrvaško diplomacijo. Doktorica Duša Krnel Umek, predsednica strokovnega sveta zavoda, je ob tej priložnosti spregovorila tudi nekaj besed o premagovanju gospodarske krize. V tem je ves problem, da drugi utemeljujejo za tisto, kar ni njihovo, kako je njihovo. Pri nas pa se ne zna utemeljiti in vedeti, kaj je naše bilo in mora ostati. V tem je ves problem tega znanja in neznanja in nezavedanja o samem sebi. In gospodarska kriza, oprostite, je problem tudi lastnega nezavedanja in izkoriščanja svojih intelektualnih potencialov. Če ti znaš rešiti problem, nisi v nikakršni krizi, oprostite. Doktorica Krnel Umek bi gotovo napolnila dvorano Tivoli s predavanjem na temo kriza identitete oziroma duhovna rast in osebnostni razvoj Slovencev. Potem, ko je sprejel odločitev o blokadi hrvaškega vstopanja v Evropsko unijo, se je predsednik vlade z obrambno ministrico v ljubljanski vojašnici Franca Rozmana Staneta udeležil slovesnosti ob 10. obletnici ustanovitve prve brigade Slovenske vojske. Izkoristil bi to priložnost, da vam na predvečer Božiča in novega leta zaželim vse dobro in veliko sreče. In če komu drugemu, potem lahko vam rečem, sreča je na strani pogumnih ljudi. 10 let praznuje torej prva brigada Slovenske vojske. Predvidevali bi, da je kako leto mlajša druga, pa še kako leto tretja in tako naprej, ampak teh Slovenska vojska sploh nima. Naslednja je 72. Prvo brigado mimogrede tvorijo 10. in 20. motorizirani bataljon, 74. oklepno mehanizirani bataljon in 670. poveljniško-logistični bataljon. Števniki so izbrani torej prebrisano, da med vojaki ustvarjajo lažni občutek moči, češ ni nas zgolj 3000, zmoremo mi to. Res je, sreča je na strani pogumnih in nevednih. Borut Pahor je včeraj torej uspel združiti vse politične stranke. Denis pa se je z glavnim tajnikom socialnih demokratov Urošem Javševcem pogovarjal o razmerah v stranki po imenovanju Dimitrija Rupla za letečega veleposlanika.
Kaj so ponavadi te največji stavki v teh pismih? Kaj največkrat zapisujejo ljudje? Nestrinjanje s politiko Boruta Pahorja, razočaranje nad politiko stranke, nad čem so najbolj razočarani? Ne, nad to konkretno potezo. Nad politiko stranke niso razočarani, ampak ta konkretna poteza je pa vzbudila veliko negodovanja. So imeli v lokalnem odboru Socialnih demokratov v Trebnjem največ jajc v državi, da so šli javno pozivati Boruta k odstopu, katerega so potem nekako preklicali in zapisali, da niso ravno rekli, da naj odstopi, ampak so bili oni tisti, ki so imeli edini jajca, da so šli v javnost? O merjenju velikosti jajc v občinskih odborih naših bi zdaj težko govoril. Dejstvo je, da jih je verjetno to najbolj zmotilo in zmotilo jih je potem do take mere, da so pismo objavili na Redbooku. Saj pisma niso objavili v medijih in ga oni posredovali, ampak so ga mediji potem povzeli po Redbooku. Javševec je povedal tudi, da v stranki na to temo ne bo več nobenih sestankov. Če boš prvi objavil to, boš imel ekskluzivo, klauzure ne bo. Konec koncev to tudi ni več potrebno. Problemov znotraj stranke ni, ker smo takoj po temu pozivu komunikacijo intenzivirali. Zaradi govoric, da ljubljanski potniški center Emonika ne bo zgrajen, se je na novinarski konferenci oglasil generalni direktor družbe Emonika Csaba Tot. Povedal je, da so se v času krize odločili projekt razdeliti v več faz. Poleti naj bi najprej začeli graditi poslovno stolpnico, v kateri bi morda uredili tudi nov igralniški center, ki pa naj bi kot prvi v Sloveniji ponujal tudi možnost igranja slači pokra. Jaz ne maram slači pokra. Jaz sem sam majčko, to ne velja. Bi rad takoj bil nag, po prvi igri. Jaz se ne grem, jaz hočem navaden poker. Poker Stars! We are not in the need of money. Ne potrebujemo nobenega denarja. Nobenega denarja za financiranje projekta strani finančnih inštitucij. Po naših načrtih bomo denar od bank potrebovali šele poleti 2009 in mislili smo, da je primerno, da banke za denar zaprosimo čim prej. O aktivnostih ljubljanskih univerz ob tednu dobrodelnosti absolventka pravne fakultete Tijana Grubar. Letos med 15. in 18. in 12. poteka dobrodelni teden. Na njem sodeluje 7 fakultet Univerze v Ljubljani, in sicer Pravna fakulteta, FDV, FRI, FE, FMF, Medicinska fakulteta in Ekonomija. Namen povezovanja fakultet je doseganje večjega zneska donacije ter širjenje dobrodelnosti med študenti. Kako celotna zadeva zgleda? Imamo stojnice s pecivom, ki ga študenti sami spečemo, ter stojnico s kuhanim vinom. Danes je zadnji dan, tako da ste vabljeni na naše stojnice. Denar zbran na ta način pa bo šel v ustanovi za otroško nevrologijo za nakup ultrazvočnega aparata za spremljanje strukturnih sprememb v možganih novorojenčkov in dojenčkov. Okvirna cena aparata je 95.000 evrov, upamo pa, da se z našo akcijo približamo znesku 10.000 evrov. Zbiramo tudi igrače, obleke, knjige in šolske potrebščine. Te bomo razdelili bolnišnici Medimedo, varnim hišam, Rdečem križu ter stanovanjski skupnosti Hiša. Danes pa vas vabimo na zaključno dobrodelno prireditev na Fakulteto za družbene vede ob 19. uri, na kateri nastopajo Paz Vinko Vodopivec, Improliga, Pošlušte in Ana Rotar. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo, vas pa vljudno vabimo, da se prireditve udeležite. Slovenija, 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 kulturac. Na Gornjem trgu v Ljubljani smo obiskali božični art market, na katerem umetniki predstavljajo in seveda prodajajo svoja dela. Božični art market je nekako podaljšek poletnega art marketa, čeprav samo za 10 dni. In smo pač postavljeni tukaj od 15. decembra do 25. To je to in poskušamo pač prodati svoje izdelke, predstaviti jih, se pogovarjati z ljudmi. Bosanska skupina Dubioza Collective je kljub temu, da po novem nastopajo brez pevke, navdušila nabito poln Sab-Sab. Drugače, promijenila se energija, sad je malo šešće, malo muškije. Tako da drugače energija je, mislim, ostala slična.
Dajte groove, dajte beat, dajte eat, ja. Dajte groove, dajte beat, dajte eat, ha. Še vreme. Bralci črnih kronik si bodo ob tem početju lahko prižgali še drugo in tretjo cigareto. Pa ne samo vreme, tudi dejstvo, da na nacionalni televiziji zopet predvajajo dokumentarni film Plebiscit Slovenije, bo povzročilo tak pojav. Cenjene dame in gospodje, tudi to so bile Vesti na vesti. Iz studia 136 vas lepo pozdravljamo. Do prihodnjič.